Oziroma je verjetnost, da bo danes končano in kakšni so vaši predlogi? Na mizi je kar veliko odprtih vprašanj. Mislim, da je trenutno na arbitraži 166 spornih vprašanj, tako da bo današnja seja precej dolga. Ta trenutek se predvsem razpravlja o predlogih zdravniške zbornice in potem naprej skladno z predlagatelji. Seveda ima tudi Ministrstvo za zdravje nekaj predlogov. Ključno pa je, da smo danes se seznanili z najbolj perečo problematiko. Ne verjamem pa, da bo danes arbitraža uspešna, tako da bodo ključna sporna vprašanja potem šla na potrjevanje na vlado. No, kaj več o tem ključnem in vašem predlogu? Poglejte, imamo še nekaj odprtih vprašanj, ki jih je potrebno uskladiti z ostalimi deležniki, predvsem gre za način nagrajevanja, torej bom zastavil nekoliko drugače. Ključno je za ministrstvo, da se nagradi time, ki delajo več kot je povprečje oziroma kot je 1895 glavarinskih količnikov. Imamo nekaj predlogov v zvezi z razredi, kako nagrajevati time. Ključno je seveda, da dobijo več denarja tisti, ki delajo več, torej govorimo o zdravnikih in medicinskih sestrah. Seveda moramo pa te zadeve še, uskladiti oziroma narediti dokončni predlog in ga uskladiti z zbornico. Kolikor sem slišala, ne bi bilo od 5 do 20% predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje za to stimulacijo. Ali to drži in kaj vi o tem mislite? Takole bom rekel, zdaj predlogi, ki smo jih pripravili različni deležniki, tako mi na ministrstvu kot Zavod za zdravstveno zavarovanje, kot Združenje zdravstvenih zavodov, pravzaprav gredo vsi skupaj v isto smer, gre samo, kot sem že povedal, predvsem za to, da se uskladimo o višini razredov in o sredstvih oziroma o procentih sredstev, ki bodo namenjene tem timom. Seveda bo pa potrebno zagotoviti tudi denar za plačilo. Koliko denarja bi to govorili? Ta trenutek težko rečem, zagotovo gre za kar nekaj milijonov na letni ravni, seveda bo treba zagotoviti najprej denar v letošnjem letu in seveda potem tudi v naslednjih letih. Koliko pa sploh ga je na voljo za ta aneks 2? V zvezi z razpoložljivimi sredstvi smo imeli včeraj sestanek tudi z vodstvom zdravstvene zavarovalnice, kjer smo pravzaprav šli po postavkah, tako da trenutno ugotavljamo skupaj z vodstvom zdravstvene zavarovalnice, da je na razpolago tam približno 7-8 milijonov neporabljenih sredstev iz različnih postavk. Seveda so to ocene natančnega izračuna še nimamo, ampak verjamem, da bomo iz teh neporabljenih postavk zagotovili sredstva za aneks 2 v letošnjem letu. To je zelo malo denarja za več kot za 100 milijonov različnih zahtevkov. Kaj pa glede odloka? Govorim predvsem tukaj govorim o denarju za zagotovitev plačila torej zdravnikom družinske medicine. Ne govorim o vseh predlogih. Vseh predlogov, torej vseh 166 predlogov je zagotovo veliko več denarja kot teh 10 milijonov. Ni ocene? Ta trenutek ocene še nimam. Kaj pa ta odlok državnih proračunih, kako je s tem? Se pogovarjate z Ministrstvom za finance? Boste predlagali vladi, da se spremeni? Ta trenutek je preuranjeno govoriti. Mi imamo drug teden sestanek z Ministrstvom za finance, z ministrom Bertoncem se bomo sedli in poskušali najti rešitev tudi v zvezi z odlokom. Da. No, boste povedali vaše predloge za aneks 2? Teh predlogov je ogromno in jih seveda ne bomo naštevali. To, ko smo zdaj imeli priliko spremljati ta dogovarjanja v sklopu arbitraže, praktično noben predlog ni bil sprejet. In računam, da bo podobno tudi v nadaljevanju. Kateri so za vas bistveni? Ja, za nas je seveda bistveno financiranje aneksa 1 in druga stvar financiranje programov, ki bi privedli do skrajšanja čakalnih dob. Zaenkrat ne kaže dobro. Kako lahko, recimo, kateri so ti vaši predlogi, ki bi uresničili to dvoje? Naši predlogi so prvo, da se dejansko poišče denar, da se plača v primarnem zdravstvu tiste storitve, ki so, bom rekla, preko sprejetega aneksa, preko normativa oziroma preko vrednosti sprejete v aneksu 1, to je 1895 glavarinskih količnikov in tukaj že ne bo soglasja.
Kar se tiče pa čakalnih dob, pa so naše pričakovanja v tem, da se vključi dejansko vse izvajalce, ki imajo dovoljenje za delo, in to pomeni vključitev tudi ne samo koncesionarjev, ampak tudi čistih zasebnikov. Kajti vedeti je treba, zbornica zastopa stališče, da je treba dostopnost pacientov do storitev, ki jih izvajajo zdravstveni zavodi, javni ali privatni, omogočiti z denarjem, ki je na razpolago, in tega denarja nekaj je, kot smo slišali, je pa veliko omejitev, kako bi ga pravzaprav lahko aktivirali oziroma uporabili za zdravje pacientov. So bili vsi proti vključitvi zasebnikov ali? Ne, da o tem še ni bilo odločeno, ampak že prejšnje usklajevanje so pokazala, da v to smer se bo kaže. Zdaj, s sprejetjem tega aneksa 1 se je delno pomirila situacija v družinski medicini. Kaj bo, če se naprej pač to financiranje naredi? No, ni se pomirila, samo odložilo se je končno, odložilo se je akcija teh zdravnikov, da bi dejansko aktivirali svoje odpovedi. To, da se je pomirilo, je samo navidezno. Dejansko zdravniki še vedno sporočajo, da nameravajo izstopiti iz tega večnega pritiska in zahtev, ki jih nalagajo. Vi boste pri tem podprli, če se pač to... Mi ves čas podpiramo tudi uveljavljanje standardov in normativov in seveda predvsem to, da bi denar sledil pacientom, za kar pa je potrebno spremeniti zakonodaje. Vemo pa, da v tem mandatu vlade še noben zakon niti ni prišel na vrstni red, da bi ga spreminjali. Kaj pa administrativne razbremenitve, kako kaže? To, kar sem jaz imela priliko videti, gre za bolj lepotne posege v te obremenitve. Tiste, ki so bistveni, na kateri se zdravniki najbolj pritožujejo, zaenkrat ostajajo tako, kot so. Ali lahko mogoče kaj bolj razložite ta obračunski model za primarno zdravstvo? Moram priznati, da sem si ga dala dvakrat razložiti, pa ga še vedno ne razumem. Gre pač za neko matematiko v razponu med 1895 in 2436 glavarinskimi količniki, znotraj katerega naj bi se delno priznavalo, delno pa ne. Potem so neke regresijske, degresijske lestvice, zelo zapleten sistem. Ne vem, komu je namenjen, da je tako zapleten, ampak tudi jaz kot predsednica zdravniške zbornice ga ne razumem v celoti.